Papirna industrija ima gotovo pač izziv, tako kot vsa ostala energetsko intenzivna, z zelenim prehodom. In gotovo bo pri temu pomoč v bistvu letos sprejeta uredba o nadomestilih za posredne stroške emisij. Tretjina teh upravičencev predstavljajo papirnice v skupni vrednosti približno 5 milijonov letno, kar bojo sredstva, ki jih mora podjetja vložiti v zeleni prehod, in verjamem, da imajo veliko idej, kako v bistvu jih porabiti na področju povečevanja energetske učinkovitosti, uvajanja novih, bolj učinkovitih tehnologij, iskanja novih surovin, kadrov, umetne inteligence in podobno. Ključni izzivi, ki čakajo papirno industrijo v prihodnosti, tradicionalno industrijo, so povezani z inovacijami. Inovacija je povezana pa z vsem ostalimi zadevami. Se pravi, kako biti trajnosten, kako biti energetsko učinkovit in kako biti dober, predvsem na tem področju. Izredno sem vesela, da sem danes lahko na dnevih slovenskega papirništva. To je panoga znotraj energetsko intenzivnih panog, izredno pomembna za Slovenijo. Kot veste, smo najbolj močno industrializirana država in proizvodnja materialov, kamor štejemo tudi papir, zato tudi za tako težo in pomenom. Zavedamo se, da trenutno nimamo primerljivih konkurenčnih pogojev, zato ves napor vlagamo v to, da se bo pripravila in jo že pripravljamo na Gospodarski zbornici strategijo za energetsko intenzivno industrijo. V Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam smo zelo veseli, da je prišlo do tega podpisa. Cilja sta bila dva, eden je ovrednotiti realno ceno dela, drugo narediti panogo bolj privlačno. Jaz mislim, da nam je to uspelo in upam, da bodo temu sledile druge panoge. Oboji smo bili pa na obeh straneh prisiljeni na nek način stopati iz naše cone udobja. Delodajalska stran, kar se tiče najnižjih osnovnih plač, sindikalna morda glede dodatkov, ključno delo nas pa še čaka v pogajanjih na nivoju podjetij. Podjetja se bodo v duhu zelenega prehoda morala lotiti tudi nefinančnih vidikov poročanja, se pravi poročanja o okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikih. To od njih zahteva nova evropska zakonodaja v duhu zelenega prehoda, ki v bistvu spodbuja podjetja, da prenovijo svoje poslovne modele v bolj zelene. Je potrebno veliko informacij zbrati v okviru podjetja, se prilagoditi novim standardom, ESRS 12 jih je, ampak ni tako težko. V bistvu na začetku povzroča neko frustracijo, na dolgi rok pa bo poenostavilo poročanje. Z letom 2024 bodo podjetja o tem, zlasti velika, že morala poročati, se pravi za leto 2024, v letu 2025, kasneje pa še tudi ostala podjetja. Tako da največ lahko naredite, če se začnete v tem področju izobraževati, da vzpostavite en sistem znotraj organizacije, zadolženo osebo, ki bo to področje koordinirala skupaj z ostalimi oddelki in da vodstvo poda neko izjavo, zavezo k temu, da bo transformirala podjetje v bolj zeleno. Nova evropska direktiva za trajnostno poročanje v bistvu zahteva od podjetij, da bodo poročila preverljiva, poenostavljena, strojno berljiva. Na dolgi rok bo to poenostavilo vse postopke in tudi zmanjšalo stroške poročanja. Zato priporočam, da se podate podjetja na to pot in seveda transformirate svoje poslovne modele v bolj zelene. Tradicionalno srečanje, že 49. letos, naslednje leto je ta tretja 50-ka, 50 je bila revija letos, lani je bilo 50 let Društva inženirjev in tehnikov. Poizkušamo, da prinesejo vodilni proizvajalci opreme za papirno industrijo svoje znanje nam in prezentirajo. Kaj so teme glavne? Učinkovitejša proizvodnja, kar se energije tiče, kar se proizvodljivosti tiče, avtomatizacija vsega tega, druga je pa novi produkti za prihodnost. Kje papir najde sebe? Danes smo veliko poslušali, da nam je plastika trn v peti, jaz pravim, plastika nam je konkurent, ker ima svoje lastnosti, ampak kje lahko naš papir kot material konkurira plastiki na boljšem nivoju, in to se bomo jutri pogovarjali in videli, kakšne so nove ideje za našo prihodnost, ker mi smo nazaj v prihodnosti.
Hvala.